Tudi z zavezanimi očmi bi ugotovili, da je ta avto tesen sorodnik Peugeotov in Citroenov. No, ampak kako pa njegovi snovalci vseeno skušajo ohranjati rdečo nit te znamke? Pravijo, da želi ta dizajn z ostrimi in naravnimi linijami in tole izstopajočo črno masko spominjati na legendarno Manto, torej na Opelov športni kupé iz 70. let. No, pa nas zanima, če se morda tale karakter odraža tudi za volanom. No, na dirkališču bi bili s kakšnim izmed njenih konkurentov verjetno hitrejši, ampak saj to ni bistveno. Gre za ravno pravšnje doziranje vozniškega karakterja v kombinaciji z lahkotnostjo in udobjem. Osemstopenjski samodejni menjalnik je pri bolj poskočni vožnji spodobno odziven in všeč nam je, da lahko kakšno prestavo nižje vržemo tudi s pomočjo obvolanskih ročic. Palec gor dajemo tudi za uglajenost pri umerjeni mestni vožnji, za nameček pa je tudi ročica v kabini zelo skrita, saj po zaslugi odsotnosti mehanske povezave z menjalnikom resnično ne rabimo večje. In ker želi biti vsaj malo nemški, je ta avto primeren tudi za avtoban. In to predvsem zaradi manj hrupa, za kar gre zasluga predvsem dobri zvočni zatesnitvi in dolgim prestavnim razmerjem. Bo pa pri večjem številu kilometrov dobrodošlo tudi več asistenčnih sistemov. Mi bi na primer izbrali adaptivni tempomat in sistem za ohranjanje vozila na sredini voznega pasu, pa tudi matrične žaromete. Ob zaustavitvi števec porabe običajno pokaže okoli 6,5 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da ta avto ni ravno varčnež. Sicer pa so tu v notranjosti od starega Opla ostali le volanski obroč in nekaj stikal. No, nam je to všeč, ker imamo po tej zaslugi tu še vedno fizične gumbe za tiste najpomembnejše funkcije. Vse ostalo pa upravljamo in nadzorujemo s pomočjo dveh novih velikih zaslonov. V Moki se bosta najbolje počutila dva. Tukaj zadaj je namreč dokaj utesnjeno, okna so razmeroma majhna in tudi odprejo se bolj malo in po zaslugi teh polnih sprednjih sedežev tudi ne vidimo preveč dobro naprej. Kljuka za odpiranje prtljažnika je lično skrita, sicer pa je prtljažnik s 350 litri prostorsko povprečen. No, kar se tiče prilagodljivosti, imamo na voljo dvojno dno in nekaj pritrdilnih mest. Ampak pod črto, praktičnost je v Oplovi družini bolj naloga Crosslanda. Če kdo, so ravno strokovnjaki pri PSI-ju oziroma danes skupini Stellantis pravi specialisti za značajsko razlikovanje avtomobilov, ki imajo v resnici popolnoma enako osnovo. To dokazujejo z udobnimi Citroeni, Opel pa bo očitno izmed te trojice še najbolj dinamičen in v resnici tudi najbolj nemško resen.